Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Začela je plezati leta 1981 v alpinističnem odseku Škofja Loka in kmalu postala alpinistka. Opravila je številne ponovitve zlasti skalnih smeri, pri nas pa tudi v tujini, največ v Dolomitih. Leta 1988 sta soplezalko Ksenija Lenarčič-Strbovelj kot prvi Slovenki preplezali slovito smer Salate v El Capitanu in klasiko v Half Domu v Narodnem parku Yosemite v ZDA. Proti koncu 80-ih let se je vse bolj začela usmerjati v športno plezanje, ki je postalo njena ljubezen, in kmalu je prijela za vrtalko ter začela delati številne nove smeri in opremljati ter urejati plezališča širom Slovenije. Betka je še danes predana opremljevalka športno-plezalnih smeri. Ostaja zvesta sebi, ljubezni do skalnega plezanja in že več kot 25 let opremlja predvsem nove športne plezalne smeri za vse nas, ljubitelje športnega plezanja. Smo v epizodi številka 56, za tokratno gostjo sem prejel kar nekaj namigov, za kar bi vam predlagateljem še posebej zahvalil. Če imate še kakšno idejo, predlog, nas kontaktirajte, sicer pa hvala, ker nas poslušate. Zdaj pa vas vabim v steno, kjer je tokrat z nami iskrena ljubiteljica skalnega plezanja, svoje dni odlična alpinistka, fenomenalna opremljevalka Betka Galičič. Koliko let pa zdaj hodiš dol v Čikolo? Šla sem že en let pred korono, ampak bolj tako na oglede. Ta prvo sem bila 2 let po tistem, ko je bila akcija. Akcija je bila leta 14, mislim, da. Pol takrat na akcijo nisem šla, ker spet nisem bila še navajena sama hoditi okoli, pa noben ni hotel iti, pa nek slaboreme je bil. Pol 2 let po tistem sem se pa končno spravila, sva šla z balonom plezati in pa z mašino, pa vse skupaj nič ni bilo, čisto na koncu sem vse 2 smeri navrtala. Pol pa spet ni bilo ne 2 let nič, pol sem pa z enimi kolegi drugimi šla, ki so šli plezati. Sem rekla, grem pa jaz sama pogledat, pa malo hoditi sem pa kje, da vsaj nekam grem. In takrat sem se pol dobila s temi lokalci, Pero je pa to, ki so to glavni dol, in smo šli še druge sektore pogledati ta Betkin. In pol sem videla, koliko je fajn, in pol sem nekako začela. Apartma smo imeli pri teh, kot sem zdaj, ki je bil pač najcenej gor nekje čist blizu. V nek vas, Kristjan, ta apartma ni tetlo. In ta prvo nam je avto crknil, ko smo prišli kje, in valjda so nam vse ful pomagali, tako da smo ratali prav tako prijatelji. In pol sem skozi kje hodila in pol smo se zmenili, da bi še men apartma naredili posebej, da mi ni treba zmeri neki ful rezervirati. In pol sem bila kar dol. Mislim, ta prvo je trajalo, da so ta apartma naredili, zdaj sem bila pa 1 let pa 3/4 sem bila v tem apartmaju, sem bila pa zelo veliko dol. Tako sem šla za 3 tedne, pa sem prišla za 1 teden nazaj, kakšna stvar ima porihtati, pa položnice plačati, pa kakšna kazen plačati. Pa sem spet šla. To sem bila novembra, decembra, januarja, februarja, marca, vsak mesec aprila sem bila zdajle nazadnje. Mogoče samo toliko za tiste, ki mogoče ne poznajo, to je kanjon Čikole, blizu Narodnega parka Krka, drugače, kjer je največje mesto, blizu Šibenik, ne? Šibenik, ja. In skratka, to je zelo super področje za športno plezanje. Tisti, ki še niso bili, ki grejo enkrat tja, se bojo zagotovo vračali. Jaz moram priznati, da sva z Majo bila lani jesen prvič tam in tako, se mi zdi, je kar en tak, ne, včasih je bila Paklenica, Istra, okej, tam okoli Omiša so bili neki taki pomembnejši punkti, ampak zdaj se mi pa zdi, da je tudi tale kanjon Čikole eden izmed teh. Ja, po moje je to zdaj najboljša destinacija. Tudi tako, kot pravijo Hrvati, Čujić pa to. Koliko smeri je tam vse skupaj? Zdaj jih je
285 jih je na, ne, a 385. 385 po mojem, Fuf. se sploh ne vem, točno. Veliko, Ne, ja. seveda, imeli smo 200 smista, je bila žurka gor, ki je bila 200 smeri, pol je bila 300 tudi, zdaj pa 385, ja. No, pol bo Mislim, še ena nekaj je še- žurka kmalu, ne, za 400. Ja, ne vem, zdaj jaz imam 15 smeri še navrtanih dol, Ja. sploh še niso odprte, ke jih imam še za spucati, ker zdaj sem pač naredila tisto, kar sem mislila, da sem mogla še nekaj polepiti. Pol sem pa zdaj rekla, bom nehala vrtati za letos, ker to ni nič, da me ne morem plezati pa vrtati, to sem zdaj že čisto prestara. Ja. Koliko si po vseh smeri navrtala ti tam? 125 nekaj takega. Od 125 do 130, dvakrat sem jih štela, pa dvakrat je bila druga cifra, ker sem Wow. kar po tisti 27 kreg štela, pa ene so tako, da je prvi del ima en ime, drugi do vrha ima drugi ime, Ja, ja. tako da tam, ne vem, ampak tam nisem nič štela klinov pa nič. Nekaj takega, tam 120 sigurno, no. A pa je v tistem širšem okolju, recimo, zdaj, če sam kanjonček pustiva ob strani, a je še kakšen potencial, so še kakšne stene? Plezališče je še na Ja. Promeni, to je ta hrib, ki se peleš proti Ker Drnišu. se tako očitno vidi, tako na levi, ke Ja, izgleda ke kar prideš na konkretna parking. stena, ja. Ne, pa ne, ta stena se ne vidi. Ne? Ne, tisto rumeno je pa izgleda konkretna stena, samo mi še ni ratalo priti do kje. Ni bene, mislim, je cesta samo za peš iti. Vozila sem se spodaj, ke sem šla, kje, ne vem kam, po nekih, ne vem, kje sem šla pogledat, no, v glavnem. Spodaj sem se vozila, pa bližje, ke sem bila, bolj mi je izgledalo podrt. Tisto so rumene stene drugače in je cel markirana pot, greš proti Promeni, pol se pa nekje zavije levo in od tam je še 6 kilometrov. To sem šele pol videla, ta prvo sem hotela tako nahititi, pa hodim, pa nikakor ni bilo nič in sem se pol obrnila. Je pa pol tam, ke greš proti Promeni, ne proti tem rumenimi stenami, ampak desno proti onemu izviru, pa ke gre prav na Promino cesta, je gor nad cesto en plezališče, ke so ga bojo zdaj začeli nekaj rihtati, pa so ga že nekoč dolgo nazaj. Pa pol so ene stare smeri, sem šla, je izgleda taka, bolj kratka stenica, ampak luštno, naredili so pa plezališče že na vrh Promine, ke je obrnjeno proti severovzhodu, tako da je za poletje. Margaretaš se imenuje, saj na 27 kreg, ali pa če greš na Čikola Climbing, imaš vodniček gor na ta stran, ke je zdaj ta lokal začel urejati. In tam je nekih 30 smeri, tako ene ful lepe, luštno za en parkati iti, pa hladno je gor. To je to, pol je pa še Ostrovica dosti blizu, Ja. Ostrovica, ja, Lišane, Ostrovačke, so pa te Zadra naredili, Hrvoje Grancarič pa ta kompanija. Je pa tudi enih 30 smeri takih lepih. Ampak Super. to je pa vse proti, bolj na sonce obrnjeno. Ker glih, ja, ker ravno govoriva o Hrvaški, kakšen je zdaj sploh za nekoga, ki ne ve, kakšna je ta frikovska scena na Hrvaškem, sploh mogoče ta dalmatinski del, ke je verjetno dosti ločen od Zagreba, na pamet govorim, si predstavljam tako. Koliko je tako po tvojem občutku plezalcev tam? Ja, kar nekaj, ta Šibenik je, njihov plezalni klub Teton je dosti močan, imajo, kaj pa vem, članov 100 po moje, vsak let imajo plezalna šola, je zmeraj poln, ne morejo vseh vzeti, ke so te šole, ke je en sektor ful primeren za šole, je ful ljudi zmeraj, tudi plezalcev je kar nekaj, tako takih, teh lažjih smereh. Jaz mislim, da je kar. Skal pa potenciala je pa tudi še verjetno kar nekaj, ne? Ja, kaj pa vem, Ali veliko je takih skal, tam, kot je tam okoli Paklenice, izgleda ful kamnov, ko mejna, ni pa nekaj, da bi bile ful stene. ja. Tako da saj eno plezališče je zdaj tudi pri Trogirju, če si zasledil. Ne? En tak čuden ime ima, en delovni ime so dali, ampak Čujič je dal pol v vodnik neka Tomina Draga, se mi zdi. Je tudi že enih 20-30 smeri, od naših je bila Živa Grgič dol, se mi zdi, je napisala, da je v redu, samo da se še malo prometa raba, ne. Ja. Ker večina dela tako, da počisti samo tisto, kar je najbolj mus, da glih ne pade kakšna 10-kilska skala dol,
pa daj sem pa kakšen grif mal potolčen, ker jaz pa ornih spucam, a ne, in če češ, da ornih spucaš, je to ful dela. Kaj pa, če je ves ta del tudi razlog, da tebe rama boli, mogoče še bolj kam res? A tisto tega dela, to ni toliko težko, to imam tak lušten kladovček majhen zdaj, da res ni težko in to so po moje bolj komolci. Rama je recimo od pajserja, kakšen težak kamen odvališ, je vseeno treba kar moč, pa to, da še noga me enkrat bolela, ker sem se toliko našponala. Drugače pa ne vem, rame lahko me bolijo tudi od starosti, Ja. kaj pa vem. A imaš, a Ker me sploh tudi gre... leva malo boli. Kako? Ker me tudi leva malo boli. Ja, pismo. Se nabira, ne? Ja, pismo pa zdaj, ker imam cajt, ker bi lahko ful naredila pa te ibunge. Pa sej bo. Malo strme, pa se marsikaj premaga. A gre sploh v plezališče brez mašine? Ja, seveda grem. Greš? Ja, pa to je pretežko lepše mašino nosila. Jaz imam za vrta čisto drugo opremo. In ponovadi sploh ne grem zdaj več, včasih sem hodila, ja, skupaj, tako da sem malo plezala, pa še kaj navrtala prej ali pa pol. Zdaj imam pa čisto ločeno opremo, te stolčene komplete pa to. Pa še te mi pobira iz smeri majke mi. Res? Mislim, too much, no, ta folk. Zdaj so Čujiču ukradli s Podaniča Kuka, slišal? Ne. Opremo. Pa jaz ne vem, kam gre ta svet. Svašta. Je mu robo eno novo smer vrta in z nekim kolegom in sta imela spravljen 40 klinov pa štrik in so oboje nama ukradli. To je pisalo nekje napisuje na Facebook. Težko verjeti. Tako da... Ampak, ker že ravno govoriva o odnosu plezalcev do pač recimo nekoga, ki izdeluje smeri, ne, saj se ne nazadnje tudi pozna nasploh v odnosu nas plezalcev do ne nazadnje vas, ki smeri vrtate, ne, in mogoče celo lahko še nadaljujem, ne nazadnje tudi do projekta OSP, ne, ki recimo naj bi v Sloveniji oziroma ne naj bi, skrbi recimo bolj urejeno za opremljanje oziroma preopremljanje slovenskih plezališč in sem 2 tedna nazaj v računovodstvu spraševal, kakšen je pa kaj znesek, ki se je v recimo letu 2024 nabral za projekt OSP z prostovoljnimi prispevki recimo naše skupnosti in moram reči, da sem bil presenečen. Zelo negativno presenečen. Ker je znesek tako nizek. Pa je, tudi mene zanima, ker nimam občutka. Ni bilo 1000 evrov. A res? Mogoče, mogoče nisem dobil popolne cifre, ne, ker je bilo zelo na hitro, ampak jaz sem mislil, da bo vsaj 5-mestna cifra. Tako, resno sem pričakoval. Ja, jaz bi rekla vsaj 10 000, no. Tako nekako, ne. In potem se človek vpraša tudi, kako si kdaj kdorkoli upa karkoli čez kakšno smer ali pa čez koga, kako je pa zdaj to navrtan. A kdaj slišiš kakšne pripombe na svoj račun, ker si kje preveč narazen navrtala, na prebliz ali kaj drugega? Da za preveč narazen se najbolj kregam sama čez svoje smeri. Mislim, grem v struh, pa ne upam več plezati tega. Zdaj precibelj naskop vrtam. Prvič, predvsem zato, ker nočem padati brez potrebe, ker me že brez, da sem še pofavljam, vse boli. Drugič pa, ko pa vem, ker se mi zdi, da ni point športnega plezanja v tem, da nekaj ful padaš. Tako da načeloma sploh ni nekih, je malo negativnih odzivov, no. Mogoče so bili na Hrvaškem, da preveč potolčem kakšne grife, ker pač, če je neka šprana, pa trava rase z nje, jo toliko stolčem, da trava gre ven, a ne, in pol je res precej potolčen. Je pa seveda tudi bolj prijazen grif, pa mogoče tudi za kakšen plus lažja smer rata. Ampak če je neka smer že itak v lažjem, lažja, pol se mi ne zdi nič narobe. Drugače pa ni, ne vem, jaz imam drugače na splošno še zelo dobre izkušnje s plezalci. Vsaj večina je zelo takih prijetnih, konstruktivnih.
Tako da, Dobronamernih. ja, ne vem, mislim, vidiš občasno kakšne, kako mi pozdravijo, ke se nočejo ne pogovarjati, jaz kar z vsakim govorim, sploh če vidim, da je dober, se hitro prislinem, zraven, da mi kakšen toprok naštima, ker skozi bolj me je strah padati. Ja, okej. Ampak si predstavljam, ne, da karakter ali pa osebnost vrtalca tudi more vplivati na bom rekel, samo izdelavo smeri, ne. Že to, na koliko narazen boš na vrtu, ne, pa omenila si, boš manj, več popucal, verjetno, okej, iz linije so pač, to jih pač narava nekako določa, ampak a mogoče opažiš to kdaj, ne, ker dostikrat govorimo, ne vem, zdaj se sicer izmišljujem, ne, nimam konkretnega primera v spominu, ampak okej, tole se vidi, tole je Betka navrtala, tole je od, ne vem, od Vilija, tole je od Rajkota. Se pač čuti, recimo, ne, tisti, ki majčkeno več plezamo v te smeri, tako začutiš, kako je nekdo bolj poseb, ali kako hočem reči. Ja, je, seveda, vsak ima neki svoj stil, a ne. Koliko da skupaj kline, mislim, koliko narazen vrta, pa tudi koliko počist. Koliko pa recimo tudi pri nas še gledaš kaj po skalah okoli, ali pa saj tudi po Hrvaškem ali pa kjerkoli, če bi se še dalo kje narediti kaj? Ja, toliko sem se lepo odločila pred tem tednom, da letos ne bom čisto nič, ampak zdajle sem bila v Stovcu, je bil Jurij Ravnik tudi, sva začela govoriti in sva se že menila, da bi še desno en sektor delala, če bo material. Ne moreš iz svoje kože. Ja, očitno ne. A Stovc bi še kaj, recimo, kaj vsaj blizu, pa na vrh se dosti simpel pride, jaz moram tako imeti, da pridem na vrh čisto simpel. Zato sem tudi v Kočikoli delala, ker je res toliko simpel dostop, greš po ravnini, onih 5 minut, 3 minute, 10 minut recimo, ona roba lahko tudi dvakrat neseš, zapeljem se kje po tistem kolovozu, da imam še bližje, in je res simpel, tam samo zavrtaš pa se spustiš dol, ne rabim nobenega za pomagati, ker itak nobenega ni, razen kar je zdaj teh fantov pri Ospu. In mi je res najlažje, ni šans, da bi jaz žimarila, nisem žimarila, če nekaj pozabim, po 10 metrih se spustim pod steno pa grem okoli pa nazaj gor. Ne žimarim nič, ker po bom pa brez komolcev in brez ram in brez vsega. ja, no, pa tudi včasih je težko, ne, saj tudi če moraš žimariti, moraš najprej gor nekje priti. Ker če štartaš če prideš pod steno, pa ne moreš od z vrha dol, kako pa v takem primeru se lotiš? To sem zmeraj tako, če se ni dalo, da je nekdo drug že navrtal v eno smer, pa sem tisto smer splezala, pa pol levo, desno vrtala osemke, da sem nekako prišla levo, desno, drugače pa v glavnem jaz nikoli mislim, da nisem še nobene smeri od spodaj navrtala. Bom mogoče še, tudi to sem premišljevala, eno na Prtovču, en podaljšek, tam gor je tudi tako zajeban povrh hoditi, da ne grem več, se je en fant že ubil, ke je začel to delati. Tam bom pa pol tako, imam poln osemk še in bom vrtala osemko, pa recimo 10, pa bom pol osemke ven pobrala. Tako da se sproti prepenam, ne, jaz nimam ne kavljico, ne nič, mislim, me je čisto preveč strah, da bi jaz nekaj to plezala naprej z ono mašino na pasu, pol se pa na en huk vpela, pa zavrtala, pa ni šans. Z ono mašino strmoglavila dol. O hukih pa v kavljicah še bova, ampak tako da je Ne bova, mogoče. nikoli jih nisem imela. Okej. Tudi v času alpinizma ne. Ja, mogoče za nekoga, ki si ne predstavlja, saj tudi jaz sem samo tečaj za opremljevalca opravil, ne, in tam na vrtu eno smer, potem pa nisem kaj dosti več. Koliko je pravzaprav en ruzak težek, ke napokaš vso opremo, ke greš recimo naredit, v tistem dnevu, pa recimo, da še nimaš nič pod steno? Koliko je to ene opreme? Ja, odvisno, koliko imaš v planu narediti smeri. Jaz zdaj delam eno smer na dan, Jurij jih je na Stovcu delal po 10. Tako da jaz tudi nikoli ne naredim vsega naenkrat, recimo v Čikoli. Lahko je zelo težak, ne vem, če neseš 20, samo 20 svedrov,
pa mašino, pa za 20 svedrov ena baterija, ali pa če jih neseš 30, pa 2 baterije, pa še ostala oprema, je to že toliko, da jaz že ne morem nesti. Ja. Tako da včasih smo šli, lani, ko sem vrtala na senic, smo šli 3, 2 sta plezala, pa sta mi pomagala robo nesti, jaz sem pa vrtala. Jaz zdaj zmeraj tako delam, da en dan grem bolj označevat, pa grem drug dan sam vrtat, pa dam tiste kline noter, ke so mus, da se opnem, da nisem preveč ven z linije, pa pol ta tretji dan v že zvrtano smer grem s klini. Tako da en dan nesem mašino pa baterije, drug dan pa nesem kline. Super. Mislim, ta način, ki ga imam jaz, je zdaj čisto simpel, lahko dela vsaka ženska, če me ne vprašaš. Če lahko pleza 8B, mislim, jaz plezam 7B, pa to lahko delam. Ja, samo sliši se, ne, vsak, ki je pa bil, recimo, ne, že moja izkušnja, pa sem jo prej opisal, kakšna je, sliši se lepo, ne, saj zavrtati luknjo, pa potem svedrovc, sploh ekspanzic, namestiti ni neka strašna umetnost, ne. Okej, lepljence je že majčkeno bolj kunštno, recva, ampak zares to dobro narediti v smeri, da je to smiselno, da je nameščeno v kontekstu nekih plezalnih gibov, ne, to pa en začetnik enostavno ne more kar tako narediti, ne, je pa treba imeti kar nekaj kilometrine. Ja, seveda, izkušnje so važne, pa nekak feeling, da vidiš linijo, ne. Ne vem, jaz se zdaj vsakič spustim ta prvi dol, samo s tejpom pa skladvam in začnem kar označevati, kje bi bil štand, kje bi bile pozicije, pol pa če se to sezide, če se ne, grem še enkrat pa kaj popravim oziroma mogoče celo pustim, ker toliko gledam jaz nekih več kot 7 že težko vrtam, a ne. In tudi mi nekaj ni v interesu, ker vseeno mislim, da bom nekoč tisto smer splezala, ki jo navrtam. Tako da pri teh lažjih, ke se tudi v tak teren spustim, se ponavadi izide, ali je nekje v rangu od 5C do kaj pa vem, do 7C. Prav lakih se mi tudi ne da vrtati, no. Kaj pa, ke se recimo spustiš dol čez tisto območje, ke misliš smer narediti, a imaš zdaj že toliko verjetno v mezincu, ne, da malo z očmi poskeniraš skalo, mogoče kakšen grif probaš, pa znaš pol, pa rečeš, tole bo pa tam nekje, kaj jaz vem, 6C ali 7B. Ja, za en plus zmeraj zadenem. Zadeneš? Ja, že za ono smer v Babnem nekoč, kaj Frankie Boy, se spomnim. Sem takoj rekla, ta bo 7C plus, je šel pol Frank plezat, Jensterle, pa je res rekel, sicer pravijo folk zdaj, ne, any day soft, ampak ne vem, jaz jo še nisem splezala, pa je verjetno tudi nam, če bo šlo tako naprej, kot zdaj gre. To je od Demolišna, ne? Ja. Gor naravnost, ja. No, to je tudi veliko jih zelo zadenem, tako tudi zdajle v Čikol, zadnji cajt, ko sem vrtala, na en plus, več ali manj vse zadenem. Super. A imaš mogoče kakšno idejo ali pa celo konkretno številko, koliko si po vseh smeri naredila? Za smeri nikoli nisem toliko štela, ker smo zmeraj, ke smo včasih na fundacijo dajali poročila, smo po pozicijah, a ne, ke so pozicije izvrtane nekako, ke smo jih tisto let zvrtali, smo vrednotili za fundacijo. Enkrat sem pol poslala, ke je še Ivan Pepelnjak urejal plezanje, net mi je poslal Excel in sem vse smeri se jaz vpisala, kjer sem kaj imela zraven, in tistih smeri je bilo nekaj čez 800. Sam je tam noter, so bili tudi tako, samo deli smeri, ali pa včasih smo samo en del popravili, od začetka, ker ni bilo materiala, smo popravili tisto kritično, ne kar celo smer prevrtali. Pa kakšne variante pa to, in do leta 17 sem si tudi pisala te pozicije, jih je bilo 6900. Zdaj pa, če to prištejem še Čikolo, jih je pa tam nekih, kaj pa vem, 8500. Veš, to je spet nehvaležen. Lahko daš v eno smer 35-metrsko, sem jaz dala 21 klinov. Ja. To je, eden bi jih pa dal 16, recimo, kakšen hraber Zagrebčan.
In je pol že to razlika, tam nekih 8500, 600 jih po moje je. Eto, da sem Vilju rekel, pa še tebi, ne, da tako malo za šalo, da bi tudi ti mogla biti že kar dobro zapita, ne, ker bi ti mogli toliko plezalcev, ne, vključno z mano, da ne bo pomote, in plezalk za rundo dati, ne. A kdaj dobiš za kakšno rundo, kje kdaj? Ne, saj to itak ste mi, Zato, pa ker vem, redko kdaj sploh grem kam v kakšno gostilno, hodimo prej na kofe, pol po plezanju pa jaz ponavadi grem domov pa nekaj jest, ne greš na pir po navadi. ampak, ne, prej sem malo hotel tako nekaj nakazovati, ker se mi zdi, da smo uporabniki, ne, torej plezalci, ki pridemo v plezališče, se mi zdi, da dostikrat jemljemo vse skupaj, kar tam je, ne, celo plezališče, od samih smeri, kako so urejene, pa tudi do parkirišč, poti, urejenosti pod stenami, pa še kaj drugega, kot nekaj samoumevnega. In pozabljamo, ne, da z vsako smerjo, z vsako potko, z vsem tem, ne, ste pač posameznice, posamezniki, ki ste nešteto ur, dni, ne, pravzaprav žrtvovali za to, da lahko na koncu mi vsi to plezamo. In ne, nisva še pri koncu, da mi ne bo zbežala, ne, ampak Betka, eto, že zdaj v svojem imenu res iskrena hvala in jaz nekako tudi vem, da marsikdo pa ti je hvaležen, če tudi ti Ja, ne to se da marsikdo meni tako. za kafe ali pa pivo, ne, in tako tudi po marsikdo ti pove, ne. tako na mailih, na Facebooku, se vidiš, če gledaš tile moje objave, da kar kdo napiše spodaj. Tako da ja, je folk hvaležen, seveda, ampak glih zdaj sem bila v Stovcu, sem rekla, pa ke sva se glih zgovarjala z Jurijem, koliko je upadel tudi ta pomoč Ospu, sem premišljala, da kdor pride dvakrat na leto v Stovec, bi mogel vsaj 20 evrov donirati, kakor je tam enega dela bilo, ke se v bistvu stena sploh ni videla, ke je bilo toliko zarašeno prej. Zdaj je pa recimo ta zeleni gaj, ke je bil res zeleni, toliko spucan, da je še letos čisto lep, pa ga je lani pucal Jurij. Tako da No, Jurij je še en tak, ne, Vilja smo že tudi imeli v naši epizodi, Rajko in še marsikdo, ne, ker saj, če bi začela naštevati, bi marsikoga pozabila, ampak res hvala za vse, kar delate, in ko sva že ravno pri tem, draga skupnost, ne, športno-plezalna, alpinistična, kakršnakoli, ki zahaja v plezališča, pojdite na projekt, spletno stran projekta OSP, tam je kar nekaj na možnosti, kako lahko donirate nekaj malega za nekaj par tistih svedrov, zato da bomo na koncu lahko vsi počeli to, kar tako radi počnemo, pa predvsem, da bomo lahko to varno počeli, ne. Tako, ke si rekla, 20 evrov bi pa mašina, madonca, ne, povprečna plezalka, plezalec na let pa res lahko doniral za to, kar se pač gremo. Ja, ali pa saj vodnike naj kupujejo, saj tudi Siddharta prispeva za plezališča. Tako da tudi vidim, kolikokrat se iščejo vodniki za tuja plezališča. Pismo pa greš nekam plezat, valjda boš kupil vodnik na tistih 20 evrov, 30, da imajo večina plezališč tudi drugje živijo od vodnikov. Ker mogoče kdo si celo predstavlja, da si, zdaj bom malo žleht, ne, ali pa malo se mu heca, ne. Mogoče kdo misli, da si ti obogatel, da ti bogatiš s tem, ali pa celo, da je to tvoja služba. Ja, 10 000 evrov sem dala za apartma. No, ampak recimo, ne vem, pred leti, ne, omenjala sem fundacijo in tako naprej. Projekt OSP ima sicer danes urejene stvari malce drugače, ne, še kakor je bilo prej. To smo se že prej velikokrat pogovarjali na to temo, tako kot je zdaj Štef zastavil, da bi ljudje sami prispevali, ampak karkoli smo se lotili, ni bilo vse skupaj nič. Mislim, še Štefu je dobro ratalo to, da je še toliko zbral, kakor je zbral. Ker jaz mislim, da bolj ke gre v taki kapitalizem, no, saj smo že čisto v kapitalizmu, je iluzorno pričakovati, da bo folk nekaj ful dajal.
Pri tej registraciji bi bilo treba še 20 € zraven dati. Sam problem je pa, kako tiste zajetke niso nikjer, v nobenih klubih. Ne vem. Ja, ampak potem je pa zdaj, ne, hitro pridemo, se mi zdi, do tega, pa ne vem, mogoče je to nasploh v zahodnem svetu, ampak v Sloveniji pa zagotovo, da mora nekdo drug dati, ne. Mora država dati, mora v Ljubljani morajo dati, v Bruslju morajo dati, ne vem, kdo mora, skozi mora nekdo drug poskrbeti, ne. Ampak na koncu je pa tisto vprašanje, čisto preprosto je, kaj pa jaz naredim za to, da uživam soboto, nedeljo, ne, neki tak recimo že amaterski, rekreativni športni plezalec, kakor sem jaz, ne, če bi šel zdajle dneve štet, koliko dni na let, vsaj 50 dni, pa jih je mogoče še več kakšno leto, ne. Če pa še pustim ob strani plezalne izlete, ne, ko grem, ne vem kam, Grčijo, kamorkoli, Hrvaška, Francija, ki je v končni fazi vse ista zgodba, ne. Je pa teh dni še več, ne. In vedno lahko s prstom kažemo na druge, ne. Ampak kaj pa, če bi si počasi začenjali malo ogledala sebi nastavljati, ne. Ja, kaj pa vem, greš v plezalni center, kamorkoli, pa logično plačaš, itak je povsod, kamor greš plačat, ali pa fitnes ali pa karkoli. Tukaj je pa free, pa ne vem, zakaj je toliko težko dati 10 ali pa 20 €. Ja, tudi midva tega ne bova rešila, ne. Ja, seveda ne. Bi pa res še enkrat, ne, pa da se ne bom predolg na to temo, projekt OSP je organiziran zato, da bi se na eni strani poskušali pridobivati sredstva iz recimo strani države, to sem zdaj posplošil, na drugi strani pa da tudi skupnost vsaj simbolično, recimo vsaj 20 € na let pač lahko posameznik prispeva za to, da potem tudi entuziasti, tako kot si ti na primer, ali pa še pač vsi ostali, delate to, kar pač tako dobro delate, ne. Koliko imate ocenjeno, da je plezalcev v Sloveniji? Recimo, jaz imam tako slab feeling. Vidiš, slabo sem se pripravil, pa Ne, tako sem težko mislila, rečem, koliko ampak bi lahko- recimo, glej, koliko bi lahko zbrali. alpinistov je registriranih v letu 2005 nekje 1200, ne. Športnih plezalcev je to, recimo, bi lahko pomnožila krat nekaj več, ne. 5000 jih je. Zdajle, eto, ne vem, ampak bi recimo to pomnožil med 3 pa 5, tako po občutku. No, to se pravi, Potem je pa 1000 še nekaj tisoč recimo ljudi, ki verjetno niso pač nikjer zavedeni, ne. Pa če še malo turistov, pa ne, ke pridejo v Slovenijo plezat. Dobro, je tisti to- ne vejo za to, tisti verjetno je že veliko, če kupijo vodnik. Ja, ja, okej, že to nekaj, ne. Čeprav saj sama tudi veš, kako je s temi vodniki, to je tudi se kopira in tako. Ampak recimo mogoče nekje se bližava tam ali pa se vrtiva nekje okoli 10 000, mogoče, misliš, da je preveč v Sloveniji po občutku? A ne vem, po občutku, plezališča so ful polna, drugače pa se pravim, ne vem, ker nisem nič toliko v temu, ampak če je, to se pravi, če je 1000 ljudi, pa če vsak da 10 €, je že to 10 000. To se pravi, pri 10 000 bi bilo 100 000, veš, koliko je to denarja? Toliko sploh Seveda. nimamo opremljevalcev, da bi lahko toliko naredili. Ja, bi se dalo marsikaj narediti. Pa 10 €, ker res nič ni. Je pa vsaj to, ne, mislim, vseeno pa se mi zdi, da s projektom OSP je pa zdaj to sistemsko tako urejen in vidim, da pač se kar nekaj dela in marsikatera plezališča so zdaj obnovljena in tako, ne. A imaš kje kakšen secret spot tvoj, ne, saj to vem, da zdaj ne boš to šla javno govoriti, ampak tako, imaš še kje, ali pa ne secret spot, imaš še kje kakšen kos skale, ke misliš, da bi bil vreden navrtati? Nimam secret spota, ker se mi zdi brez veze, ker je fajn, da folk pride pa pleza. Mislim, včasih že pomisliš, ke pridem v neka gužva, pa niti svoje smeri ne morem plezati, ampak saj folk ne ve, da so moje. Tako da to nisem nikoli nekaj premišljevala, da bi nekaj secret Ne, pa saj nisem spote mislil imela. tako v tem Zdajle tipičnem. delamo pisano čelo, recimo, to folk še ne pozna, pa ni secret spot, je bilo plezališče že v 90-ih, pa se je pol opustilo. Kje je to?
pisano čelo nad Kalkoritnica, ki greš Aha. od Podbrda proti Tolminu. Super. Bogu za leđem, bi se reklo. Zelo, ke je ena ura, pa je 50 kilometrov, tako da se ne bojim, da bo neka strašna gužva. Blizu Senice, mislim, če greš naprej, prideš pol na Senico. Ne naprej, mislim, po tej glavni cesti naprej. To bo koliko je zdaj smeri, 20, 25 smeri, zdaj smo še težko naredili, tako da bo tudi kar en par osnaju. To drugače pa nič, na Senici sem nekaj lani vrtala v Sloveniji po ne vem kolikih letih, po 10 ali po kolikih. Na Hrvaškem sem samo v Čikoli, tudi ni, je vse javno. Zdaj nov sektor sem vrtala pod ta prvim razglediščem. To ni še nikjer nič objavljeno, ke je še vse za spucati, ni še nič splezano. Drugače pa No, se je še ena taka kar pogosta debata med rekreativci tam, ne, v plezališčih je tako, kje je fajn za kaj plezati, pa kakšne nove smeri v tistem rangu, ke smo, ne. Pol tudi debata dostikrat nanese, koliko je zares še potenciala v Sloveniji, da bi se dalo še narediti kakšna plezališča, ne. Tudi ne iščem plezališč, brez da bi bilo zrihtano s temi dovoljenji. Zdaj je eno tle gor pri Lučah nekje, kjer so bili izpiti ali ne izpiti, še niso bili tečaji za opremljevalce. To bom šla enkrat pogledat, mi je rekel Jurij, da je dosti pripravljen za delati. Drugače pa ne. Ne vem, kar sem nekoč gledala v Sloveniji, itak ne smeš dol ta podstenšek pri Ilirski Bistrici je ful fajn stena, pa so ene rože noter. Ja, veliko je pol omejitev zaradi naravovarstvenih ali nekih drugih razlogov, ne, kjer pač se ne Ja. dobi papirjev. Ja, Ker, nekaj ki ne iščem ful, ke itak ne morem. V Čikoli imam še, kaj pa vem, za 1 let, 2 let sigurno še linij, pol bo počasi tudi dol zmanjkalo. Ampak saj bo verjetno vsako leto slabše. S temi mojimi fizičnimi sposobnostmi. Ne, Pa glih zdaj, to ke bo imam vse, cajt. to bo vse okej, vaje pa pa boš to zategovala, ne. Ma kurenk vaje. Ke Ampak se ne moreš niti spraviti vaje delati, če te vse boli. Ali pa vsaj 3 stvari hkrati saj bolijo. vem, to je težko, ampak pol se človek tudi vpraša, ne, s temi poškodbami, kaj pa lahko narediš, ne. In v okviru tistega, kar se da, pač potem poskušaš Ja, nekaj spremeniti na boljše, ne. saj drugače je plezanje tak fajn šport, ke je itak vseeno, koliko plezati, če ti je nekje na meji. Tudi če ti je 6A ali pa 7A, je skozi pravim, če ne plezaš 8B, 8C, je čisto vseeno, a plezaš 6A ali plezaš 7A, pa oboje je fajn, če ti je nekje na meji. V bistvu je samo, da se pač, da je toliko, da se malo potrudiš, pa da te ni strah brez veze. Ja. Še v naravi si, Ja, ponovadi s tako da to prijatelji. sploh ni problem, da ne bi plezala, samo za delati pravim, da. Ja, bo pa kdo drug začel, ne. Ja, ampak je. Ampak nekaj Ampak je moraš škoda, ke imam cajt, moraš nekaj pametnega početi. Dobro, moreš to že, zdaj. samo moraš imeti očitno še nekaj drugega, ker, ne, saj tudi že Vilj je govoril, kako je narediti neko smer, neki zelo kreativen proces, ne. Pa ker veš, da bojo pač ljudje potem uživali, plezali, se fajn imeli, ne, presegali svoje meje, kakorkoli. Tudi iz tega stališča mora biti zelo izpopolnjujoče. Ja, saj pravim, najboljše, ke se prvič spustiš, ke ne veš, v kva greš. Pol, ke greš na vrtat, je še fajn, pol, ke greš pucat, pa že sploh ni več fajn. Ja, pol pride do garaštva, ne. Ja, pol, no, ampak še zmeraj je okej, pa pol, da jo splezaš, to preopremljanje, to je pač čisto sam del, kaj pa vem, to že zelo dolgo nisem nič. Mislim, dobro, da je kakšna stvar za popraviti, ke se mi zdi res nevarno, to še naredim, samo še to se velikokrat odločim, da bom pa šla rajši kam drugam. Če sva zdajle majčkeno tole tvojo, bom rekel, ljubezen do vrtanja, ki že toliko časa pač traja,
Še predtem je bila pa ljubezen do plezanja, ne? Sploh do skalnega plezanja. Je se to še zmeri? To je še zmeri. Plezam lahko zmeri. Ne Ampak, glede na to, koliko sem zmatrana, koliko me boli, trenirati pa je pa že težje ali pa karkoli drugega narediti za kondicijo recimo. Jaz se moram prisiliti, da grem na Lubnik. trenirati, Ali pa skoraj prisiliti, no. Ja, hoditi. hoditi. Pa še to je taka Na hoja, Lubnik, seveda. da se sam toliko pomatram, da pridem prej, ker ti je markiran čas. No, ampak hotel sem iti še malo nazaj, lepega dne se je pa vse nekje začel, tvoja plezalna pot. Kje, kdaj, kako Začelo si se sploh je- prišla v stik? Začelo se je v osnovni šoli, ker takrat malo nazaj, mislim dolgo nazaj, so bili že krožki po šolah in pač vsi so hodili k krožkam raznim športnim in drugačnim. Tudi jaz sem hotela in od športnih sem lahko šla samo k planinskemu, ker, ne vem, je bil za starše še najbolj sprejemljiv pri vseh zveznih športih. Pa ker so bili izleti za vikend, ker pač sem bila na kmetih, a ne doma in je bilo treba delati. Razen šole je bilo treba delati, ne kar neki bluziti okoli. In za vikend sem pa lahko šla. In izleti so bili pač za vikend, med šolo tudi ne morejo biti. Pa še ena zelo fajn tovarišica je bila, učiteljica, in smo tam ful hodili. Po vseh teh škofjeloških, Loška planinska pot je bila, pol je bila ta Pionir planinec, neka akcija državna, tako da mi je bilo prav hudo, ko je bilo konec osnovne šole. Pol mi je ta tovarišica rekla, da naj grem, pol sem šla na gimnazijo, da naj grem dol, je bila planinska sekcija, sem seveda šla, ampak V takrat Škofji Loki, kje? v Škofji Loki, ja. Takrat je bila ena nesreča na Breithornu, se ga ta gimnazijci so šli in je eden, po mojem, fant ostal na hribu ali dva sta se ponesrečila, zdaj ne vem glih, več kot dva, ne, no. In takrat je pol to zelo zamrlo in smo imeli sestanek kao uvodni in nam je mentorica, mislim, da je bila takrat prav Zdenka Kekec, nam je rekla, sva bili samo jaz pa še ena sošolka z naše paralelke, je rekla, da naj prideva kar na opuščal, kjer so bili sestanki Ferajna že, alpinističnega odseka. No, in pol tista, nikoli sošolka ni hotela iti, pa tudi jaz nisem šla. In pol ni bilo nič cela gimnazija. Niti v hribe nisem hodila, sploh ne vem, kam sem hodila, nikamor, v kino. Pol je pa konec gimnazije, smo pa pol se gor na vas začeli, mladi bolj zbirati, in tam sem pa pol spoznala brata Balon, ke sta že bila na odseku alpinističnem. In z njima sem šla pol na odsek in začela plezati. Ja, Mislim, bil je pa itak samo alpinizem takrat. to je bilo začetek 80-ih, ne? To je bilo v začetku 80-ih, ja, 81 imam, ker imam ena knjižica, ke sem vpisovala vzpone, 81 imam prve smeri vpisane, oziroma en pristop, pa eno trojko v Storžiču. Ja, a to so bile prve. To sta čisto prvi smeri, Prvi ja, ke turi. imam vpisani. Ja, super. Pol 82 smo pa bolj začeli. Ja, Pa so bile pa te lažje ture, pristopi, turni smuki. Veš, kako je to trajalo včasih, ke se ni nič treniralo, to si rabil 2 leti, da si prišel s 3/4. Ali pa Ja. 4/5. to je danes se malo težje predstavljati. Daj mi malčkeno vseeno opiši to obdobje alpinističnega odseka v Škofji Loki. Je bilo kar močnih plezalcev takrat tam, ne? Ja, začelo se je tam leta, mislim, da 6 ali 77, ta prva je bila alpinistična sekcija pri AO Kranj, pol so pa hitro v ene pol leta ustanovili alpinistični odsek. Ta ustanovitelja sta bila Cac, to je Franc Langerholz, pa Franc Vidic. Pol so se pa hitro še drugi pridružili, ne vem, Boštjan Kekec, pa Damjan Vidmar, brata Balon, Franc pa Jože, pa se jih bom pozabila. Bilo je še nekaj, ki jaz njih tako bolj bežno poznala, pa ke se niso toliko aktivno ukvarjali. Simon je bil, pa kaj pa vem, pol je kmalu Uroš Rupar prišel, pa Brico, kaj že takem, Bric Mitja. Alp. Ja, Mitja Kovačič. Ja. Tako da, Ste kar veliko plezali, ker tebe je mogli kar dobro potegniti, ne?
Ja, ne vem, pol, ko začneš, kaj pa vem, se pravim, ne vem, kako da v gimnaziji nisem nič. Pol mi je bilo to ful dobro, pol bi sam plezala, ampak plezali smo, veš, kak za vikend, itak drugač. Saj od začetka nisem nič, saj nisem smela med tednom, se pol sem se hitro odselila od doma, ker ni šlo to skupaj, kmetija pa plezanje. Jaz včasih niti po dnev nisem čez vas upala laufat, ker pol so se doma kregali, ker so sosedje mislili, da nimam nič za delati doma. Ja. Bilo je šola kot prva stvar, del doma, pol še morebiti Maša dela, pol pa tisto svetlobnih letnič. To so bili čisto drugi cajti, kot so zdaj. No, in pol, ja ne vem, bilo je, na Puščalu smo imeli sestanke, toliko si težko čakal tisti četrtek, ful fajn je bilo, vsak četrtek smo se dobili dol v Puščalu na tistem ferajnu. Z avtobusom na sestanke hodili. Prav smešno. Kje si bila doma to? V Hotovlja, to je vas pri Poljanah, v Poljanski dolini. Koliko je to od Škofje Loke? 12 kilometrov. Aha, z busom pa. Ja, za peš preveč. Smo pa pol tudi s kolesom hodili. Ja. Čez cajt polet, ki je bil dolg dan. Si te pa bolj pritegnilo skalno plezanje, kakor zima? Ja, smo bili ta prvo let, ko smo šli na skupna torak, so nas peljali, Boštjan pa Damjan pa ti fantje. Spali smo šli na Vršič, bila je dol pod Erjavčevo neki svinjaki, ne vem, tega verjetno ni več, ne vem, če ti veš. Svinjaki so bili, ki so neka skupna ležišča za plezalce, za alpiniste, nič ogrevan. Tam dol smo spali, pa nisem imela tako slabe spalne vreče. Jaz vem, da me je toliko zeblo, da zjutraj sem šla samo domov. Ne vem, če sem sploh kam šla, po mojem kamor, samo domov in pol sem še en parkrat probala v ledu, mislim po zimi, pa led, pa ni bilo nič od niča. 2 slapa sem zlezla z Jožetom balonom, pa mogoče enega s kekcem, pa en 2krat smo šli nekam v hribe, enkrat gor nekam, tle gor na Bovšk, pa enkrat ponce prečt, pa tudi s tem poncem ni bilo nič, končali so se na karavl, ki so na Graničarji ujeli. A res? Takrat je bila meja še. Ja, niso pustili, kaj? Ja, ne vem, ne bi smela, tam, ko so prišla dol, so rekla, greva kar tle dol, ki je najbolj simpel. Ampak je bil nek obmejen pas in valjda se tam ne bi smeli gibati in pol na karavla, pa zagovarjati se, kva smo tam delali. Ja. Tako da nehal se je zelo hit moj alpinizem. No, ampak si pa mogla pa skalo pa kar dobro plezati, ne? Ker si tudi v Dolomite hodila. Ja, skalo smo pa kar plezali. Tudi zelo hit sem začela s puncem plezati, prvo z Marijo Oblak, ne vem, kako se zdaj piše, no pa z balonom, s Francem, na njemu pravimo, sva veliko plezala, s tem sem v bistvu največ. Malo pa pol, pa Boštjan, pa Damjan sta bila ta glavna pri teh šolah, pa pri predavanjih. V Cinah si plezala v Marmoladi? V Cinah sem plezala, ja, no pol sem na faksu, sem Ksenijo Lenarčič, zdaj Poljanec, poznala, pa ne vem, zakaj šele v 3. letniku sva začeli bolj skupaj plezati, od začetka nas je bilo itak toliko, pa se nismo toliko poznali, pol je pa pač po 1. letniku itak osip ful in pol smo se bolj poznali. Kemija, ne? Kaj si študirala? Kemijo, ja. In ona je tudi študirala, ona prav šolka je bila? Ja, kemijo je študirala, v Leku je delala skozi, no se zdaj tudi že nehala, sam ne vem, je že upokojena ali je takoj nehala, pa ful hodi okoli po svet. Pametno, če me ne vprašaš. No, kar si še kakor toliko pri sebi treba kam iti. Ja. In pol sva s Ksenijo začeli ful tudi plezati. To se pravi, Dolomite, ja, smo pa že z Loškim ferajnom ful hodili in vsak poletje smo šli. Tam okoli Sele, prvo smo začeli s Palom, ta Pale, kva so bile neke San Martino. Ja, San Martino di Castroce, Pale, v Cinah smo plezali, v Marmolad smo plezali. Konja si plezala, ne, v Marmoladi? Ja, na netom. Super. Pol čakaj, kaj že, v Torre Trieste sva z Nanetom plezala, Kasinova, s Ksenijo sva Karleso Sandri. Super. Pol v Cinah sva z Nanetom Šrot Abram,
Mislim, da je bila takrat prva jugoslovanska ponovitev. Pol, kva sva še v Dolomitih, s Ksenijo sva Filip Flama tudi odživet. To je bila takrat taka, Sta zlezle to? ja, Super, ja, bravo. seveda, A zakaj pa ne nisi, bi? a ni tu sta nekaj tukaj imela neko zgodbo? Ja, to sva, ne vem, kako nama je to ratalo. Sva šle, lepo planirale, da bova en dan pač šle to plezat, računale sva na malo rezerve in sva šle gor, ne vem, en šotor smo nekje tam spodaj postavili in sva prvi dan sva zgrešile steno, ne moreš verjeti. V en pijan Pandi Cuker od Čiveta sva zašle, kaj je smerila, Šober, Libel ali nekaj takega, se sva bolj tisto splezali, ampak plezava, nič ni šlo skupaj, prelahko je bilo. No, v glavnem gotovili sva, da sva zgrešili vse skupaj. Tisti dan sva pol tisto splezali, prišli nazaj in pol se je pa slabo vreme obetalo, ampak drug dan je bilo še tako nekako in pol, kva, če sva bili gor, valjda sva šli drug dan, sva pol našli smer in sva šli plezat. Že tam ob ene polne so ji tam v daljavi začele neki oblaki pa grmeli, je tako zamolklo, saj veš, kako v hribih to zamolklo, daleč grmi. In pol se je nama še kar dobro šlo, sva plezali, v bistvu cel dan ni bilo dežja, v bistvu naja je dolžina smeri, to je nekih ne vem koliko, čez 30 raztežajev. Ja. V bistvu naj je tema ujela en raztežaj pod vrhom, tako da sva tam bivakirali, mislim, ni bilo kakšne groze, ker je bil itak poletje. Je pa ponoči glih majčkeno snega padlo, tako da je bilo glih malo bel, sva pol tista trojka do vrha še splezali, drug dan se stopili v šotor, pol sva šli, ne vem, kdaj sva prišli dol, enkrat bolj sredi dneva sva šli spat in pol sva se zbudili, ne vem, a je bilo drug dan, je bilo 20 centimetrov snega okoli šotora, pol sva samo dol šli. Mislim, ni bila kakšna posebna zgodba, ampak No, avantura. ja, No, pa že, če imaš polet, sneg je vedno zgodba, ne. ja. Um, Mislim, smer je kar ni bila tako ful ja, no, dolga. ta recimo prav veliko življenjskih ponovitev, spet malo na pamet govorim, Ne, ni, pa je si pa ne bi prvo oporečil, da ima. jugoslovansko sta Ines Božič Skok pa Sanja Vrabec naredili. Tako da, ali celo prvo žensko, ne vem. Tako da ima 2 žensk ponovitev slovensk. No, Ne saj vem, če je verjetno zdaj so tudi še še kasneje kakšno. pol, ja. Maja Ne vem. Lobnik, mislim, da je plezala to. Ja, lahko, ne Skoraj vem, upal trditi, ne, pa pol nisem verjetno več še kdo. sledila to k alpinizmu, kar tako. Kako ste se pa potem s Ksenijo zmenile, podogovorile, da greste pa čez lužo? Ja, ne vem, to je bilo leta 87, toliko sem zdaj govorila. Ta let sva ful plezale, tudi v Paklenici sva splezale, Šubarov direkt recimo, pa El Condor Pasa so bile prve ženske ponovitve. Puf, Pa takrat, če Albatros. niso to bili nič navrtan. Ne. No, saj El Condor Pasa mogoče še danes ni. Nisem prepričan, se Ne ne vem, spomnim. jaz nisem nič plezala več tega. Šubar vem, da je še des začel, sva še po mokrem plezali, ne vem, včasih sem lahko plezala po mokrem, ne vem, zakaj zdaj ne morem. Tako da, Ja, bravo. ja, ne vem, pa takrat sva se pol nekako zmenili. To sta šle prav same. A je bila to še kakšna skupina? Ne, vas je več šlo nas je šlo takrat v Ameriko. Šli so še, Dane je šel tudi z Ložga Ferajna, mislim, Dane pa Ksenija je šla sama z Matice. Pol so pa šli še 3 Kranjčani, Igor Kalan, pa Petra Vencelj, pa Filip Bertoncelj. Nas 6 je šlo skupaj, tako z letalom, Ja. skupaj smo pol avte najeli, pa to, pa skupaj smo bili. Bilo je pa še več drugih, ki smo bili pol tam v kempu 4 skupaj. Bili so še Idrčani, Boris Sedej, pa Ecijo Mlakar, pa Leo Svetičič, pa Joško Krapeš, se mi zdi. Pa Žirov je bil z Idrčani, Stojan Rampre. Stojan pa Nene sta cel nos hotela splezati, pa sta se pol premislila, ker je bilo tako vroče. Ste bili jesen? Ja, ne, kreteni, polet. Polet? Ja, pismo, jaz ne vem, kako smo, včasih smo samo polet hodili. Mogoče, ker je Dobro, bil v čas. Dolomite, ja, ampak pol, ko smo začeli, ko sem nehala plezati v hribih, sem hodila v Verdon, smo spet hodili polet. Mislim, avgusta smo hodili v Verdon, ker je valjda vroče. Ne, šli smo, mislim, da 17. avgusta.
Slovenije. Pol smo pa imeli karto nazaj 23. septembra. Jaz sem šla sicer, oni so šli nazaj, sem šla še v Kanado, ker sem šla še službeno v en rudnik urana. Smo še to povezali. Sem še to povezala, ampak tam pol začetku septembra smo začeli premišljati, da bi bilo počasi treba iti, ne, ker moramo biti do cajta fertik, smo imeli planu še v Smith Rock iti, pa še kaj drugega pogledati po Ameriki. Vroče je bilo takrat, ful noben ni plezal, kaj pa vem, koliko je bilo. Pa ne vem, ker so bile tiste njihove stopinje Fahrenheiti. V glavnem spodaj smo malo od začetka, kad pripravo, da bomo plezali te težke, mislim, ne težke, te frikovske smeri, ampak karkoli smo šli plezati, pa če je bila čisto nizka ocena, je bilo ful težko. A ne, tam bi bolj že vse minili, kar nismo nič plezali, pa smo tam pri vodi ležali, pa čakali, da se bo shladil. Mislim, se ne vem, kako mi je prišli sploh na idejo to, da bi šla jaz ta salate v ta granit, ker bi bila prej plezala kakšen granit, zih ne bi šla. No in pol tam, pol je bil pa še cajt iti, ne, in pol sva pač noben, tudi če noben ni plezal, sva pač midve šle. Vroče je bilo. Ta prvi dan bila je, čakaj, bil je četrtek, se mi zdi, sva splezali ta prvih 11 cugov, ki je tako, da gre po stran, ne vem, koliko ti poznaš, ti splezal, kaj tam? Sam, ja. Kaj si pa plezal? Jaz sem plezal v eno tehnično smer sicer, šild, ki gre desno od Celeteja. Ja. Ampak verjetno je, danes se mi zdi, da se reče ta free blast, ko prideš na te mamutove terase in v velikih pleza prvo ta del, pa mogoče gre pol celo dol, pa potem pol nadaljujejo različne smeri, ki pač so v tem delu stele, ne. No, mislim, vem za šild, sem ne poznam pol, se nisem več zanimala. Koliko dni sta plezala? No, v glavnem, v četrtek sva splezali onih 11 cugov, sva šli dol po 3 ali po 4 fiksih, prideš dol pod steno, sva v petek počivale, pa sva pa v soboto sred dneva zares vstopile, sva žimarile gor po teh fiksih in pol naprej. No, in pol sva tu plezale, to se pravi v soboto, mislim, da nisva nič plezala, sva kaj, ne vem. Nedelja, ponedeljek, torek, pa v sreda kmalu dopoldne sva bile gor na vrh. 4 dni pol še dodatka. Sta bile same v smeri, je bilo še kaj več ljudi? Ja, valjda sta same, da noben ni plezal. Ja, okej, ja. Mislim, da v cel sten je bila takrat še samo ena naveza nekje, kakor se spomnim. Še kakšni vzhodnoevropejci? Ne, hecam se. Ne, ali vzhodnoevropejci, ali pa kakšni takih so navajeni na vročino. Ja. Ali pa sta imela neke težave, ne? Ja, zmanjkalo vode. Gor na tistmu, kaj je tisti stolp? Tisti stolp, ki je tak ven štelija, Aspire. Ne, No, tam gor je tak, fajn se spi, ful je placa, tako da se lahko celo... Ja, je zelo tak kulten, ne, v Celeteju, v smeri. Ja, tam Iz gor mnogih fotografij, ja, poznam. Ne vem, je bilo to v nedeljo zvečer, ali kdaj, po mojem v nedeljo zvečer. Tam gor sva pač na vodah, sva imeli meh z voda, sva je dali tam nikam, pač, kaj je bila roba, mi sva pa malo tam, kaj je bila bela ravnina spal. In tam so nam podganjali, miši ali kva preglodali ta kanister, glih to, da je voda tekla. In meni se je cela noč zdelo, da me neki hladi pismo, pa ne da bila vstala pa pogledala, kva je, zjutraj je bilo tukle vode v kanistru. In to je bilo vse, kar sva imeli za pol do konca. Pa vroče je bilo toliko, sam da si usta odprl, je bilo čisto suha. Ja, recimo, jaz sem plezal oktobra po moje in takrat sva imela galono vode, ne, se pravi, majčkeno manj kot 4 litre na osebo na dan. Toliko sva imela, tak je bil standard, ne, tako so nama rekli, da se hodi za več, ne, pa 6 dni v steni in tako, in sva pol tisto vodo trogala. Ne, midve nisva imeli, sva imeli po moje 10 litrsk za obe. Za celo smer. Ja, je pa sej na morš, a več, koliko je težko. Jaz ta prvi dan, ki sem vlekla ta prasica gor, so se mi naredili krvavi žuli. Ja. In to kulet za seboj. In seveda sva pol si sta voda motovili, kakor sva. Ampak sej, ne, teh zgodb, zlasti teh začetnih obiskov v Yosemitih, ne, tudi fantje, ki so bili ti prvi, ne, Dovžan, pa Zaplotnik, pa to so zgodbe o pomanjkanju vode, ne.
Mislim, da Andrej pa Marija sta tudi imela kar konkretno situacijo, pa sta pol tam med nekimi smetmi najdla. Ja, sem brala, slišala. Tisto steklenico in tako. A ne, tisti nisem nič spomnila, da bi kje kaj našli. Takrat še ni bilo toliko smeti po stenah. Je bil pa ker jih to baje prvi slovenski ženski vzpon v steni. V El Capo. Ja, jugoslovanski, takrat še. No, v glavnem pol sva, jaz sem bila mamin od prizadeta od vročine, ker sem očitno najlažje prenašam, tudi zdaj, ko me skozi zebe. In sem pol malo lažje plezala. Se pa mi zdi, da pol sploh ni bilo več tako hudo, ker očitno se preklopiš na samoohranitveni nagon in pač dobiš neke moči od nekje. Tako da spomnim se ful zadnjih cugov, ko sem videla tako, najbolj me je bilo strah kaminov. Vse ta težke kamine spodaj je Ksenija splezala vsaka čast brez onega varovana. Jaz ne vem, če bi jih. Pa že prej mi niso šli kamini, če bi vedela, da je tu kaminov sploh ne bi šla. Se ne vem, kako sem se to odločala. Neumnost babja, kaj ne rečem. No, ta zadnji cug, mislim, gor na koncu. Problem je bil tudi, ker je nama oprema ali dol popadala, imeli svoje frende, ki jih je Majzel, ne vem, kako mu je sploh ime, te domače, ki jih je v Sloveniji nekdo delal, ki so bili pač cenejši, ker takrat nismo imeli denarja za nič. In smo imeli tiste frende in so se odšramfovali in so razpadli. Zdaj nam opreme, ali so izgubili koda, so razpadli in pol tiste jebice 2 daš, pa greš po ena dol, pa mi je pol, enkrat mi je ena šla ven, sem padla dol nekih 10 metrov, tam na headwallu. Ful. In sploh nisem več takrat, ko je bilo že bolj kritično, sploh nisem pomislila, da je problem, koliko sem padla ali pa da me bo strah. Pomislila sem samo to, sem rekla, spet, toliko sem padla, spet bo treba vse zlesti nazaj. Pa spet bo ne vem, koliko šlo. No in gor na vrh, ki je bil spet en kamin, vidim tam en prusik visi dol, sem rekla, zdaj pa ta kamin na koncu pol, ki je bila Ksenija bolj, je imel malo sončarce mogoče, sem na koncu vse splezala naprej, sem rekla, če jaz tega nam mogla splezati, Ksenija tudi ne vem, če bo. In pol spominu imam, da če bi bil 1 centimeter višji tisti prusik, ga ne bi dosegla. In pol ko smo prišli na vrh, sva bili spet dokaj pri sebi, zgleda, da pol kar malo oživiš spet, ne vem, zdajle je tam na zgodovini alpinizma objavil Peter ena zgodba, kao da je krožila po Ljubljani, da sva prišli, da sva se znajdli na vrh, ne da bi vedeli, kako sva se znajdli. Rekla, majke mi, valjda vem, kako sem prišla na vrh, če ne tudi prišla ne bi, pa da sva halucinirali. Gor na vrh na nečaku, walkie-talkie sva imeli, valjda, ni bilo nobenih telefonov pa nič, ampak tisti walkie-talkie je valjda crknil, prav kmalu, oziroma ali je bilo tako, da so naj dol slišali, midve pa nisva nič slišali, nekako, ali ne vem, bil je ta prav timing, je prišel gor, pa nama, mislim, jemu neki seboj za piti, ne neki ful, tako da zasilo je bilo, pol smo hodili dol, tiste, ne vem, koliko cajta se hodi dol, 3 ure ali 4. Ja. Lik do teme smo prišli dol. Vem, ker smo še enega medveda smo srečali pred kempom. Vem pol v kempu, koliko sem jaz tele vode popila, koliko je bila dobra, tako dobra ni bila ne prej, ne pol, nikoli, pa je za nič voda. Ja. Tako da, super. V glavnem, bilo je en parkrat tako, da sva tam se vmes, ki plezaš, ne premišljuješ tega, ampak na polic zvečer sva se pogovarjali, sva obe rekli, da va nehali plezati, če prideva živi ven z te stene. Ja, no, ampak nista, ne? Ja, nisva, Ksenija je pol malo nehala, ker je imela družino, jaz sem pa v hribih čisto nehala. Potem? Prav zaradi te izkušnje, ali? Ma ne vem, če sem zaradi te. Že leta 88, ko v bistvu ne bi se prištimali za ta El Cap, sem jaz gledala, ker imam napisane vzpone, ma nimam vse skupaj nič, desnega Pijusija sva s Ksenijo splezali, leta 88, pa meč v Malem Koritniškem Mangartu. Super. Drugače pa, že prej, za 4. julij, takrat, ko je bil praznik državni, takrat sem že delala, ne, smo šli v finale Ligure plezati. Same frikovske vzpone imam vpisane leta 88 in
In tisti finale Ligure mi je bil tako všeč, da sem očitno že preden sem šla v Yosemite začela premišljati, da to je pa boljše kakor alpinizem. Ja. No, finale Ligure, to je pač tudi zelo znano športno plezalno področje za tako debelo knjigo pravzaprav, ne. Pa eno prvih, ne. Ja, to je zdaj že, ja. Pa eno prvih področij, ne. Ja, zdaj moraš vedeti, kam iti, če greš, Ja. ker ta stara so zdaj tako zlizana, da Ja. In mogoče, če se še malo vrneva zdaj v to, ta preskok, ke pač takrat se je športno plezanje rojevalo, ne. Tudi kot ga še ni bilo, kot ga poznamo danes, ne. Pa tudi že, saj to že večina ve, da takrat je bilo plezališč pravzaprav zelo malo. Pri nas, ne. Dolžanka, Črni Kal, in tebe je potegnilo v športno plezanje. In si klado pustila in Ja, kline ob ne, strani. Ja, takrat nisem še nič premišljevala, ke smo to je bilo po letu 88. Takrat smo na klubu, ne, na odseku smo začeli tudi steno delati na Podnu, to za trenirati. Že prej smo imeli nekaj pod enim štengam tam na Podnu. V Kranju. Ne, v Škofji Loki. Točno. V Škofji Loki smo že, seveda. takrat se je počasi začel širiti ta športno plezanje. Leta 87 mislim, da smo imeli tam pod tribunam že pod onim štengam našramfane umetne grife. Pol smo začeli umetno steno delati tam, mislim, da je bila 88. že ena tekma, prva na umetni steni. Na alpinističnem odseku. In čakaj, kaj sem zdaj hotela sploh povedati? Kako je bilo pol prehod. In je bilo skozi več tega športnega plezanja. Za trening smo že imeli opcije, pol smo klub naredili z odseka leta 89, mislim, da. In pol tekma je bila prva v Ospu leta 88, ke je Tom organiziral. In pol sem skozi bolj začela frikati. A zdaj tudi kaj hodila tekmovat? Ma tekmovala sem na tej prvi tekem v Ospu. Pa pol ona v Vipau je bila glih takrat, ke sem, katera je bila, ena je bila takrat, ke sem prišla iz Amerike, takrat nisem. Bila sem še pol po moje v Golubinjaku, pa mogoče v Bohinju, pa ne vem, na umetnih. Nekaj pol sem imela ful probleme s prsti, s temi tetivami na prstih, ful so mi pokali tele ovojnice, glih ena se mi je pozdravila, pa mi je druga počila in ni bilo vse skupaj nič s tem mojim treningom. Pol sem jih začela povezovati, kar jih še zmeraj povezujem, da hitro potrkam, pa zaenkrat pomaga. Ampak če imam povezane to pa to, te grifu pol, sicer takrat so bili še bolj normalni grifi, ampak zdaj na umetni steni sploh ne bi mogla več tekmovati, ker sploh ne morem teh volumnov držati, ja. Ke mi še tisto drsi, ker se mi zmeraj koža bolj prime kakor tebi. Tako da nič ni bilo kaj dosti z mojim plezanjem. Mislim, z mojim tekmovanjem. Smo pa veliko hodili po teh plezališčih, sem bila vsako leto vsaj 7-krat tudi zunaj. Saj glih s tega je pol nastalo to, a ne, ker Zunaj misliš po izletih? Ja, v Italiji, Franciji, Španiji že malo manj, Francijo smo ful hodili, v Italijo tudi ful, Avstrijo malo manj, ke je bil hitro kakšen dež, pa je bilo škoda cajta, da bi šel dež gor. In s tega pol, ker pol je bilo pa pač počasi šlo v tak kapitalizem, ni bilo več soplezalcev, jaz sem bila na Rudniku k sreči in sem imela take dobre šefe, hvala Zmago pa Jože, da sta me pustila tako, da sem lahko delala bolj kampanjska, ne, in sem pol imela in sem pol tiste ure lahko koristila, tako da sem lahko šla za cel dan. In pol ni bilo več soplezalcev, takrat je pol tudi Janez Skok prišel v Škofjo Loko in smo se nekako, ke smo se družili, smo nekako prišli do tega, da kaj pa, če bi mi začeli sami vrtati. To je bilo tam 98, 99. In tam si In začeli smo pol, z Janezom, Ločani so bili zraven, ful, Peter Šubic, pa Cac, Matjaž Žagar, Uroš Rupar. Od začetka sem skozi enega fehtala. Peter Šubic je ful vrtal, Uroš. In pol
Janez je tudi vrtel, no, pa Janez je tudi financiral od začetka dosti. In smo ta glavna plezališča začeli preopremljati. Tule za vasjo, pa Črnkal, pa Retovje, Vipavo. In se je začel nabirati Ja. plezališč in smeri, ne? Ja, in pol ni bilo pa nič več kaj dosti podoben ničemur, da sem jaz skozi enega fehtala, da mi je vrtel, in pol sem začela sama. In to še traja. Toliko me je bilo strah v prvi svedrico obest majke mi, to se še zdaj spomnim. Ja, Da se pa glih v svojega najbolj upam. ja no. Saj je bil nek lepega dne tudi to nek preskok, ne? Miselni, danes pa... Ja, no, in pol k sreči je takrat Janez zvohal nekje, da obstaja ta fundacija. Janez tudi njemu cajta več kot toliko vrtati, ker je mu svoja firma del. Je nekje zvohal, da obstaja ta fundacija, se ne vem, koliko časa je že takrat obstajala, pa da se dobijo sredstva za gradnjo športnih objektov. In pol smo se povezali tle s Planinsko zvezo, Tom je bil takrat, in je pol to Tomu vse zrihtal, da smo dobili sredstva pri fundaciji. Tako da zdaj, ko omenjate skozi mene pri teh plezališčih, je treba poudariti, da brez Janeza pa Tomota verjetno ne bi bilo vsega tega, zato ker nič ti ne pomaga, če ima 5 ljudi cajt vrtati, če nimaš s čim vrtati. Ja, Pa- absolutno. Tako da, Eno z drugim. no pol Janez pol ni več neki dosti vrtov. Pol sem pa jaz imela ves ta tehničen del, pa še sama sem veliko vrtala, ker sem bila pač na rudniku do leta 2006 in sem imela več časa. Pol sem pa, ko sem menjala službe, sem pa malo kakšen let malo nehala ali pa pol leta, pol sem pa spet nekako tako zmotovila, da sem spet lahko. Kaj pa vseeno te bom vprašal, ti daje tisto največje zadovoljstvo, ko narediš eno smer? Kako bi ti to s tvojimi besedami opisala? Ja, ne vem, to pa res ti težko nekaj pametnega povem. Pač nekaj novega nastane, kaj pa vem. Pa so taki keksi, ki sem jaz veseli, ne, ko grejo plezat. Že mora biti dober feeling, ko pogledaš recimo, ali pa če pomisliš, ne vem, ne, peskovnik je tudi tvoj, ne? Se pravi, skrajno Črnomelj. desen del Črnega Kala, recimo, ne? To je eno bolj priljubljenih, recimo, slovenskih zimskih primorskih plezališč, ne? Ta peskovnik sem šla gledat saj ene trikrat. Vsakič sem obupala, ker se mi je zdelo, da je preveč podrt. No, pol smo pa vseeno začeli. Se tudi v tem levem sektorju v Sidarcu sem veliko, saj tam je tudi Janez bil ful zraven, pa še en z Vrhnike, Vik Kovačec, smo začeli. No, ampak recimo, če pomisliš, koliko plezalcev se tam letno pravzaprav, če kdo rečemo, obrne, ne? Koliko ljudi tam pleza in tako. Ja, ta del mi je bil všeč, zato ker je najvišji. Včasih mi je bilo ful važno, da je dolga smer. Zdaj so Ja. mi tudi 15-metrske čisto všeč. Ali pa 10. Je čisto okej smer, lahko pa ful se zamudiš, da jo splezaš, je taka malo bolj kompleksna. Ja. Ampak včasih sem pa samo dolge iskala, zato sem tokrat šla gledat ta desen kal. Ja, saj zato je tudi dejansko toliko fajn, ne, ker je dolga plezarija. Ja, malo drugačna skala je, ni toliko tista gladka siva, ampak je ta malo bela, rumena. In je bolj razčlenjena, no, meni je ful fajn, da je veliko stopov, pa da so nas kaj grifi, ker kakšni dolgi gibi, pa brez stopov, to mi je Ja, najhujše. to je kriza, ja. Kaj greš pa najraje sama zase danes plezat? Po učenju, recimo, Ja? bi šla, če ne bi bilo tako daleč. Zdajle sem šla parkrat na Stolc, ker mi je ful obup ratu te gužve po cestah, čez Bled, sploh ne moreš več normalen. Kaj pa vem, da našem folku, ta mladim je bolj normalen, da so v avtu toliko cajta. Mi smo pa navajeni časov, ke ni bilo gužve, ke si hitro prišel nekam in v avtu biti toliko dolgo mi je kar groza. Včasih je bilo tako malo prometa, ke sem se peljala, ke je bila že avtocesta, ona od Postojne dol. Dol na Primorske, Ta ja. prva, ja, ke je bila tako prazna, da si lahko cajtnega bral vmes, pa še vozil. Mislim, zdaj je pa obup in zdaj sem kar na Stolc šla. No pa fajn, tudi fajn je kaj novo, a ne. Ja.
Drugače pa, kaj pa vem, dosti všeč mi je bila Istra, ampak zdaj sem bila zadnjič v Kompaniju, katastrofa, koliko je zlizan. Ja, popularen je, ne. Tako da, ne vem, Bela mi je bila včasih ful fajn, bohinjska, ampak zdaj itak ne hodim, ke je treba čez Bled iti. Ful sem bila malo zdajle zadnje cajte, če mene vprašaš, je Čikola, pa spet Čikola, pol pa Dolgneč, pol pa Leonidio. Pa kaj pa vem, drugega pa zdajle ne poznam toliko. Na Kalimnosu sem te enkrat srečal. Z Ja. avtom prišla. Ja, smo se srečali, se spomnim tudi jaz. Še nižje se spomnim od tam dol. Ja, Neža, joj. Španijo še greš kaj, Francija? Dolgo že nisem bila. Imam pa zdaj spet, saj pravim, da sem bila 3 leta zdajle skozi samo v Čikoli. Bila sem v Leonidiju, pa lani v Manikiji, je tudi zelo dobro, no, moram reči. Tam pa nisem bila, imam pa v planu. Zdaj se je kolegica Romana Tomšič k sreči upokojila, bom mogoče imela kakšno soplezalko več, da bom lahko šla za malo cajta kam. Tako da, drugače pa, če sem doma, prav čisto rada grem tudi v PCL ali pa v Slovenska Bistrica je taka ful fajn stena. Se mi zdi, da je prav Center. dobro za treninge. Kaj si rekel? Center, plezalni. Ja. Mislim, skozi bolj mi je všeč plezalni center. Ja. Tako fajn je za trening, kaj pa vem, sploh meni, ke so te smeri po koncu, pa na moč, pa oni dolgi gibi, ki jih sicer preklinjam, ampak pomaga pa. Ja. Tako da, Pa malo za... pa veš, da bo vsaj 18 stopinj, ker če greš v 8, nikoli ne veš, a jih bo 5, a jih bo 15. Ja. Tako da, Energije ti ne zmanjkuje. ja ne, starost me jebe. Ja, to so pa, se veš, temu pa zaenkrat še ne moramo uiti, ne. Ne moremo Verjetno uiti, ja. jaz pa ti ne bova dočakala kakšne drastične spremembe na tem področju, tako da se je pač treba sprijazniti, kar Mislim, da čas jo ne bo, prinaša. zato ker vse, kar je živo, bo enkrat umrlo. Točno tako, ja. Ja, Betka, že vmes sem se ti zahvalil, pa zdaj ti bom še enkrat res iskrena hvala. Zaslužila bi si kdaj dobiti vsaj za kafe, da ne rečem tudi za Prej se pivce. mi skuhal taka šalica, da celo noč ne spala. Šla pa malo plezat, ali pa šla na Lubnik, ali kam greš. danes se moram poštimati, ker grem jutri v Italijo. Res hvala, čeprav mogoče se ne zdi, da ti konkretno, pa nasploh posamezniki, kot si ti posameznice, da skupnost ne ceni tega, ne, včasih se tega ne pokaže, ampak potih pa vsi vemo, kdo je Betka in kaj je naredila, in ta hvaležnost je. Pa kaj naj ti rečem, veliko zdravja predvsem, ne, da zdaj, ko praviš, da imaš čas, da boš lahko počela tisto, kar počneš Ja, zdaj ne najraje. delam več, nočem reči, da sem upokojena, ker to je tak morbidni izraz, ker moraš nekaj delati. Naj ti zdravje služi, pa plezaj več zase, pa bojo nove generacije prijele za mašino in Ne, saj to opravljale sploh ne tvoje delo. dvomim, a veš, tole zdaj jih je tule okoli Rajca, Jurija, je poln, pa saj vsak let je ful teh opremljevalcev novih na tečaju, ne vem sicer, zakaj pol ni več opremljevalcev. To mislim, da ne bo neki večji problem, ampak fajn je smer narediti, no, zato bi še kakšno. Saj pravim, ne vem ti reči, zakaj. Še na mnogo novih smeri. Ja. In vse dobro. Hvala. Hvala tebi za obisk. Ja, hvala za povabilo. Ne vem, upam, da bojo razumeli ljudje pri tele moji polanščini, vse tole. Če sem jaz, bojo tudi drugi, brez skrbi. Ja. Ne vem, ne razumem vsak zmeri čisto. Mogoče si se zdajle malo nazaj držala še, ne? Ja, malo, seveda, mislim, če ne, tistega niti sama ne morem poslušati, kar tako kot res govorim. Nadaljujeva ob naslednji kavi. Hvala, Okej. čao. Hvala tebi, adijo.